Vklopi, no. S kom smo se menila, David? Z Tejo Vučkovič, ona DJ-ka, menila smo se... Poznam jo, ja. Odkot? Ja, pač poznam jo. Na festivalu. Ful je bilo dobro, 7 zjutraj. Prek Facebooka poznaš. Menila smo se o elektronski muziki, o tatujah, ful veri, tatu si je dala delati tako, da se splače ve. Res je. Ja ne vem, kaj bi tu povedal, kaj. Seri, ajde, če se smejima, pa se smejima, ja bi ga. Fuck, jaz to moram videti. Tako da smo začeli, zdaj pa lahko neham govoriti. Imaš tudi kavo? Kavo? Aha, kavo, imamo, Kaj si jo naredil? reklamiramo. Ne. Tovarna kave poznaš? Vse za narediti. To je tam na Koroški, ne ni. Ne, Oni to goat, je, tovarna kave je nazaj v Rooster kafeju, kar je na ulici 10. oktobra, med Gospodsko pa Slomškim trgom. Vem, kje je Rooster. Ja, kafe, ne? Ja, Ne na Lentu. torej tam prodajajo kavo tudi. Ja, to imajo Roset in Slovenija, piše, je pa iz... To vedno iščem 100 let. Iz ne vem kot. V strani piše. Strani že? Guatemala. Aha, Brejni. jaz nisem neki kavo pivec, ampak Se to ni kava, to je v bistvu čaj. To je v bistvu kavni. Čaj iz kavni. No, kava je. Pač, čaj iz kavnih zrn, ful dobro. finta je, da ta dva dobita kavo iz... direktno od kmeta, ne se piše zada prav ime domačije, se mi zdi nekaj. Ker dobita direkt in ni dobenega posrednika. Diši. Ne? Ja, Je za probat. ful, ja. Ok, cool. Ti delaš kavo? Ne rabiš tisto pira, veš? Vse ne bomo. Vse vohamo. Smo jo odprla. Dali so nam kavo, tako da... Kaj pa je to Tovarna ona kave, idite sveč? kupit. Ja, Teja, Yes. kak si? Super. Tudi music Zdaj piše, fajn. kak to? Kje? Tu? Ja. Kaj? Zakaj? Ali kak? Ker je pač povezano s tem, kaj delam. S tem ga delaš. Svečas, In si ja. DJ, kar kak se Ja, tamo reče. tako. Kak te naslavljajo? DJ, kako se sam. DJ, ja. Ja, kak dolgo že? Mislim, da zadnjih 8 let teče, 8 leta. Jaz sem prvič videl vaš plakat, pa sem si mislil, ko so neki žabari. Zakaj? Ja, tako vrej, plakat je bil, da sem mislil, Aha, dober. Ne, da vam kaj proti Mariboru, samo je bilo tako, no, to so ziher neki, ko niso tu. In ja, ful vrej, plakat imate, no, pač Super. je pritegnil pozornost med vsemi ostalimi, ki so v mestu. Drugače s dizajnom dela en iz Bosne. En Bosanc Aleksandar Veselič in je ful dober. Ne? Mi dva smo zasledila sicer njegovo delo na internetu. In so ful dodelani. Ful iz občutkom dela, ful se spravi v zgodbo, ful ga zanima, recimo, kaj delamo, ne? In kaj, in meni je to ful všeč. Ja, valjda, ne? Mislim, vsaka stvar, ko je taka, če imaš nekoga, ko hoče to delati, ne da more, ker pač raj cash. Ful rad to dela, no, in zdaj sodelujemo že kar nekaj časa za različne stvari. Cool. Ja, to je best. Plakati pa so za evente, ne? Tako. Vi imate evente. Opiši vas malo, no, kdo vse ste. Ok, mi nimamo event, mislim, jaz sem organizator eventov, pomeni, da jaz nekako sestavim koncept, ki ga potem prilagodim in prostoru, kjer delamo in ne vem, kako naj to povem. Mi Koncept nismo... piš. Ja, Kaj hočete, da folk dela, ko vas posluša? kak? Pleše. Pač, vi imate elektronsko muziko, ne? Ja. Okay. Okej. Meni to sploh ni znano, ker meni je vse pač elektro. Zdaj je tak, mi smo za ena ekipa, ne vem, organizatorjev, ne, ki pač to organizira. Ampak pač s partnerjem organiziram, ampak Marko ima svoje evente, ne, in svoj koncept nekak eventov, ne, in jaz imam svojega. Tako da potem si, ne vem, ko jaz zastavim si koncept in ko naredim event, pač on meni pomaga, ne, ko pa on, pa jaz njemu, ne. Pač. Tako da je bolj na ta način. Ja. Pa DJ šolo imate. Ja. To je bilo zadnjič v pisarni, smo bili na Yes. tuc delavnici. Tam smo se v bistvu spoznali, no, in ful je zanimivo. Mislim,
jaz sem iz punk benda in imamo čisto drugačno opremo, seveda. Kako si sploh prišla na to? Mislim, začela si to poslušati kot najstnik, kot otrok in potem je šlo to vse naprej od to, ali kaj? V bistvu je tako, da je moj oče ozvočeval ful večje evente, festivale pa te klube. In takrat že ful znan klub Krpan v Mariboru, če poznaš. Kje je že to bilo? To je bilo v Melju. To sem pa čul. Že to mi je bral Rene, ko smo se prav ne vem. On mi je bral vse, kaj tam bilo. Pa sem kaj to nisem o tem čul. Tako da ja, da je v bistvu tam ozvočeval in takrat je to bilo ful. Takrat se je, mislim, scena se je dvigala, scena se je delala in v tistem sem enkrat slučajno, ker je tudi moj brat ozvočeval za njim, pomagal je očetu, ne, in sem enkrat šla z njima in sem rekla, da jaz bi tudi rada to videla in da me zanima. In sta me vzela s sabo in je bilo čisto wow, ne. Cela scena in DJ in muzika in ne vem, takrat so se še oblačile, veš, tiste maškarce, pa te šemice, pa tiste hlače na zvon, pa pinki lase, pa vse in je bilo ono, wow, čisto me je potegnilo, ja. Jaz sem imel tudi podobno izkušnjo. Prvič, ko sem čul muziko, da ni bila za radio, sem čul, ko nam je stric prodal računalnik, pa so bile 4 muzike, kar pa je bilo Oasis, Wonderwall, pa Yellow Submarine od Beatlov, pa še nekaj od Beatlov, pa Me First and the Gimme Gimmes, mislim, The Country Roads. Me First and the Gimme Gimmes so punk band, ko so priredbe delali, oziroma še delajo, no, od Country Roads, od My Heart Will Go On, pa take stvari, pa sem bil tako, to je pa za mene. Tako da prav spomnim se, ko sem prvi čul neko muziko, ko mi je danes bila full cool. Ja. Pač podobno, verjetno, mislim, pač, ko te nekaj potegne, ker pač te potegne, pač, ja. Nisi nikoli... Kaj pa vem, ne vem, zdaj se tako razmišljam, kako bi bilo, kaj bi bil tisti breaking point ali pa tisto, da bi se jaz odločila, ok, zdaj pa nekako ni bilo, ne vem, pol se spomnim, da ne vem, po radio se je vrtelo Gigi D'Agostino, pač bila je full elektronike je bilo takrat, pa skuter, pa neke take stvari še, ne. Skuter. To že spomnim, pa nisem tega poslušal. In mogoče je tudi to malo vplivalo, ne. Pa brat je potem se poigral, brat je bil pevec, mislim, vsi familiji so glasbeniki, smo glasbeniki in je takrat vem, da se je tudi on začenjal z nekimi, si je kupil ene platne špilere, pa ene plate in je začenjal in mi je bilo ful zanimivo in sem tudi house, takrat je on house vrtel, ne, začel s houseom in sem house poslušala. Tako da, ja. Kako to začneš sploh, kam greš, da, mislim, vi imate šolo, DJ šolo, ampak kako si ti začela, kam si šla pač v klub, pa si bila tako okej? Ja, v bistvu je tako, pač prideš in jasno, da te zanima, kaj se dogaja, ne, jaz sem imela mogoče to prednost, če lahko tako rečem, da je pač oče ozvočeval in vsi so ga poznali in vsi so vedeli, ko sem prišla, to pa je mala Vučkovička, ne, in sem tudi imela večkrat tudi v backstage pes, ne, kar pomeni, da sem spoznala DJ-je, videla sem, kaj delajo, lahko smo v zaodrju, tudi na oder sem lahko stopila, ne. Si bila že v ceni, preden si začela vrteti, ne? Ja, tako. Cool. To je, ja. Kaj ti delamo danes? Danes pa je slikica Malega princa, iz zgodbe Mali princ. To bo cute, ker je taki majhen. Vse boš dal pol, vse ni važno. Nijamo pravil. Okay. Kako to, da si to... Ti potem to režeš? Ne. Uncut. Mislim, ja, če jaz lahko delam, kaj hočem, s tem, ker jaz to delam, tako da... Viš, to mi dve ni povedal. Koga? Ja, sprosti se. Okay. Kaj ne smeti to reči, te se sploh ne boš sprostila. Če ti nekdo reče, da se moraš sprostiti, to je najslabše. Težko se, če si napet, ne? Ja. Ampak se bo. Kako to, da si to zbrala? Pred časom sva sta malim prebrala eno knjigo, za katero nam je dal idejo Marko. Mi je rekel, da je ful dobra knjiga, njemu je iz otroštva že ful dobra in si jo je želel in smo jo kupili in smo bili v mladinski knjigi, ker smo tudi člani mladinske knjige. Tega Svet knjige, ali kaj že. In potem si izbereš vsake 3 mesece ali 2 meseca eno knjigo in smo se odločila za Malega princa, da pač je čas, da ga tudi Aleksu povema, ki ima 11 let starega sina. In smo vzela in smo prebrala zgodbico in smo še na to pogledala film in me je nekako spomnilo na njega, no. Cool. Jaz, ko sem to prebral v osnovni šoli, nam je profesorica oziroma učiteljica rekla, da moramo to prebrati, ker je ful vrej knjiga, pa sem bral, pa sem tako, kaj to? Jaz nisem nič zastopil, ni to bilo za mene.
Pa rekla nam je, da moramo večkrat skozi življenje jo prebrati, ker je vedno drugačna. Sem drugič prebral, ne. Zdaj tretjič, ko sem jo, ne, ker sem jo najdel v novem stanovanju, kam sem se preselil. Zdaj sem jo šele, ok, zdaj pa razumem nekaj konceptov vmes. Kaj te delam? Glavnem, ja, pač zanimiva knjiga, no. Res je. Jaz mislim, da bo cool. Super. Ovoj blok meni je všeč. Kako je lepo. Fajn Cool, da zbereš drugač? Ja. Jaz največ kupujem, ker iz book depozitorija, pač mehke platnice, pa pač ni shippinga, vsaj prija tam okoli 15 € do 20 €. Imam ful knjig doma iz tega razloga. Jaz ful berem knjige večkrat, eno in isto knjigo. Vse je good. Jaz pa zdaj tako, jaz sem začela brati, tako da sem začela ful, ko sem mlajša, me ni doben spodbujal, ne, mislim, da je to bila napaka, pač da me ni spodbujal v branju ali pa v čemer. In sem začela brati 4 leta nazaj. Mi je v bistvu Marko dal prvo knjigo in iz tega se je porodila moja strast do branja, ne, in sem bila tako wow, in vsako knjigo, ko sem prebrala naknadlo, je bilo tako vedno wow in svet se je kar odpiral, ne, tako da sem potem v bistvu izčrpala knjižnico, ne, mariborsko, prvo v Novi Vasi, zdaj pa v Rotovžu. Sicer si knjige tudi kupujem, ampak zelo malo, ker tako je, danes vse najdeš na netu, ne, ali pa pač imamo majhno stanovanje in potem je težko skladiščiti za to vse, ne. Čeprav jaz če bi imela sobo s knjigami, ne, ampak pač to ne gre zaenkrat. Če bi šlo, bi marsikaj šlo, ne. Ampak ja, ok, cool. Ja, mislim, jaz jih kupujem zato, ker jih večkrat preberem, pa pač zdaj sem od Georgea Cardina prebral Last Words, on je komik, drugače bil. Ful dobra knjiga, režiš se zraven, on je ful tak, pač on ve vse, on ve, ki je bil spočet, naprimer. On tisti spominov, ko nima, ne, mu jih je mama pol povedala in on se jih ful zaveda, mislim, se jih je zavedal. In je ful zanimivo, ko pač on to razlaga, prvo ga vidiš valjda na odru, pa ono pa to, pa greš nazaj, pa ti vse pove, ko so jih fucking zapirali komike včasih, ker so kleli na odru, pa tak naprej. Ja, še njegov vzor je bil Lenny Bruce, on je bil prvi ta komik, ko je dejansko klel na odru, pa ko je dejansko rekel vse, kam mu je padlo na pamet in so ga fucking zapirali. Tako da so ga spravili, da so ga stožili, to, kar so ga aretirali, pa stožili, da je on je bil number one zvezda stand-upa takrat. Tako da so ga spravili, da so ga čisto stožili, da ni imel več cash in pol je od overdose umr na WC-u. Okay. To je bil tipa, tako da bi Robina Williamsa tako daleč stožili zaradi bilo kakve stvari. Neumnosti, ja. Ja, v bistvu. In zatem doben komik več ni bil, po njegovem samomoru, mislim, ne samomoru, po njegovi smrti ni doben več bil nikoli obtožen, doben komik. Svoboda govora od takrat naprej na odru je bila neka druga kala predtem. Pa on se je žrtvoval za to? Mislim, on je to naredil načrtno ali pač Ne. nekako prišlo do tega, da je potem to... Jaz sem pol gledal dokumentarc, on je bil tak pač fukjen človek, ne? Mislim, se moraš biti, ne? Da greš tako daleč. Ampak on je bil v smislu, jaz moram to povedati, ker mi to leži na duši. In zdaj pač takrat so bili vsi oni family friendly komiki, on pa je prišel, pa je bil tek, ne, mene to moti na družbi, le, pa jebite se vsi, mene to moti, mene pač moti, le, in je pač tako dolgo to govoril, bil je zelo dober komik, da je to spremenil na smešno. Njemu so se vsi smejali, ne, raznoke parih izjem, so se mu vsi smejali, ampak on je ful zmotil, ne vem, neke načelnike policije, take stvari, in ko se je enemu zameril v enem mestu, so pol pač med sabo klicali in bolj prednje sploh prišel na oder, ne, je že policija čakala, naprimer, ne. Pa take zadeve. Tako da ja, on je bil pionir v bistvu eksploranja, raziskovanja, kaj je smešno, pa kaj ni smešno. Ne. Ni več govoril samo o otrokah, pa o tem, da se ti avto pokvarja. Torej on je bil začetnik teh zdajšnjih, nekateri bi še vedno zdaj rekli kontroverznih, ne? Ja. Šov. Ja, definitivno, ne. Jim Jeffries, ko smo se premenili, on je Kant začel govoriti, to je v Ameriki prepovedana beseda, pa zdaj pač... Mislim, on to tako reče lahkotno, on to tako reče lahkotno, da te niti zmoti, ne? Ja, v bistvu pač na glas ima tudi tako, da priješ z ono, pa je tak Kant. Pač to je isto, kot Slovenci pa Hrvati, ne? Mi če rečemo v pičko materno, rečemo jezno, oni rečejo v pičko materno. Lahkotno. Ja, s takim flowom, lepim, pa čist nekaj drugega, ne?
Tako da, to je bil Lenny Bruce. Za njim je prišel George Carlin, ko je bil tudi parkrat z Nimar. Enkrat vem, da je bil z Nimar aretiran, tako moram reči. Zaradi neke trave, pa zaradi bla bla bla, ampak on je pol nadaljeval to naprej. Ne. Pa Richard Pryor je pa bil, okay, ne bom več za bluzu, v teh komikah, tako preveč, ko ni to point. Ampak ja, tako se je začela scena razvijati. Ful dobro. Nisem vedela, veš, sem se nekaj novega naučila. V glavnem, kako si je pol začela vrteti? Potem pa jasno je bilo, mislim, kako sem sploh začela vrteti, res. Se spomniš prvega? V bistvu smo, ja, veš kak je pol bilo, pol smo pa začeli itak, mislim, hodili smo na partije, ne, in potem se je iz partija šel na after party, ne. In na tem after partiju je skozi bil nekdo, ko je imel, ali smo šli k nekomu domov, pa je imel opremo doma, ali pa smo nekje bili in jaz sem prišla to in sem začela rokovati kakorkoli s tem in pol mi je bilo ono cool. Neke osnove sem se naučila, mislim, tako se mi zdi, bolj sem se učila z opazovanjem, ne, ful sem opazovala, ful me je zanimalo. Takrat še ni bilo interneta, mislim, takrat še ni bilo stvari, da bi ti napisal, pogledal par tutorialov, tako zdaj, ne. Zdaj je to ful lažje. Tako da je v bistvu to skozi tam. Cool. Ja, mislim, pač tako se v nekem kitarskem svetu, v rock svetu tudi začne. Pač po koncertu gremo nekam, pa so pač na placu nekoga vaditi, pa so tam kitare, pa bobni, pa vse, pa gremo špilat, pa kako smo bili zakon, ja. Gremo posnetek poslušati. O moj bog, ja, res je. Tako, no, če bi kdo poslušal, bi nas vprašal, vi veste, kaj je ritem? Dobro. Ja, pač tako se začne. Ja. Kaj si misli? Ne, nekaj sem se spomnila, pol da smo, mislim, v bistvu bilo še tak iz Krpana, se je takrat hodilo, takrat še bil Masaj odprt. To je bilo nasproti tam, glavnem, en after party plac, ki je pač obvezno bil after party. In zdaj tako je bilo, moja mama je delala, dol je bil fitness v bistvu, pa šank je bil, ne, torej ni bil zdaj pa tudi nočni klub, no, ampak je v tistem momentu, ko smo mi aftere tam, ko smo mi delali tam aftere, se je v bistvu končalo, ne. Končal klub, torej ni bilo več kluba, je pa še vedno bila infrastruktura, ne, postavljena. In ko sem jaz to videla, ko sem jaz bila tam pri mami, sem nekaj, glej, kak fajn, ne. In pol sem bila tudi jaz v bistvu neki posrednik med tem in pol smo tam after partije delali, ne. In pol sem tja DJ-je vabila, da tam vrtijo, tam sem tudi pol videla, ne. Cool. In pol se več tako začne, pa pač začenjaš dobiti nekaj. Pol pa začenjaš, ne vem, raziskovati, pa ti nekdo reče, ja, ok, nimaš keša za opremo, lahko imaš kontroler, lahko začneš s tem, lahko začneš s tistim in potem... Pa gradiš, pa imaš kar naenkrat bolj cel kup opreme. Ja, zdaj smo tudi že 4 kitare doma. Špilam, to je največja finta. Pa en fer šmali. Ampak ja, zanimivo. To je vržadno. Kak se ti zdi sama scena v Sloveniji oziroma v Mariboru, ker jaz se ne poznam niti mal. To me doskrat vprašajo. Ker prej si rekla, da je na eventih dosti ljudi, ne, da ste zafilani, da je cool. Zdaj, tako je, jaz ne hodim pogosto event v Mariboru, v bistvu sploh ne hodim na doben drug tehno-event, razen tega, ko sama organiziram. Ja. Tako da, zdaj, da bi jaz rekla iz svojih lastnih izkušenj, kak je, pa kaj se dogaja, ne morem povedati, ne morem reči nič, ne. Poslušam pa feedbacke, ne, zdaj me pa zanima, mislim, vprašam ljudi, kaj je pač to. Kaj se dogaja, ja. In se mi zdi, da se v zadnjih 2 letih scena ful popravila, mislim, ful se je začelo dogajati, tako bom rekla. Ja, to je ful več je. V Gustavu se dela neke to solar se je v bistvu cel čas, ja, se v Gustav je cel čas bil, mislim, se je dogajalo, če gledamo naš žanr, ne, ker to je zdaj spet žanrsko razdeljeno, v vsakem klubu dela vsak svoj žanr, ne. Žanri ali podžanri pač? Žanri, ne, ker imaš tehno in potem imaš drum and bass, mislim, kaj se tiče elektronike, ne, to se delamo v bistvu v istih prostorih, ne. Ja. Pol je house, pol imaš pa, kaj še je takega? Mislim, da je to troje zdaj, tisto, kaj je, ja. Pa dobro, imaš EDM, no, pač imaš te EDM, Electronic Dance Music, to so ti EDM. Pop je to. Pop, ja. Pač. To pa je spet druga stvar, tako da ja. Ampak pač EDM, ja. Ja, ok. Tu se ful loči, tu jaz nimam znanja, ali kako se reče, nekako se to, spet se to loči na ful podžanru, ne. Ja, valjda, pač vsak nekaj pač ne vem, tako, ja. Ful je zanimivo. Veš, kaj sem gledal, se smo vsi, emo,
Ful mi je zanimivo, pustimo za to, da je ona klela, pa da so popizli, ok, pač ego ti. Tako nekaj, mislim, da zdaj vzganjajo, pač, ne, ampak... Ja, ampak kaj? Kaj je bilo? Pač zmagala sta ta dva. Ja. Gašper in Zala. Ampak meni fascinantno, da sta prišla tja, pa meni se zdi, da ona nista vedela, kaj delata. Da sta pač prišla, vrejena. Ne vem, če sta mislila reklamo delati, meni se zdi, da sta kar tak prišla, pač. Okay. No, vse to ne moramo vedeti, ne bom zdaj rekel. Ampak tisto, kaj meni fascinantno, da sta šla nekaj delati, pa je bolj kurac, ker ona da to delata, naprimer, kar je ful podobno temu, kaj je Nirvana naredila, ne? Ker Nirvana je prišla v en svet, ko je bilo ful pop pevk, pa je bila, ne vem, Madonna takrat in, pa je bilo neki raperi so bili takrat in, pa je bilo, če je bilo kaj roka, je bilo ful ono overproduced, pa solo ti 6 minut dolgi, pa ne vem kaj, pa pride oni s 3 akordami, pa razlamajo, vse pa so bili na top of the charts z enim podžanrom, ko danes podžaner neki, ne vem kaj, v neki punk, metalcore sceni ne bi rato radijski hit nikoli, ampak oni so in še danes jih poslušamo, ne. In sta mi ista, tako oni so delali pač kar nekaj, sploh niso vedeli, kaj delajo, pa so prišli tja, ona dva pa tako isto, pač mi sploh ne vemo, kaj delamo, ona je tako bolj kurac, samo da špilamo. V bistvu to je, ne, tisto, da ona dva veta, kaj delata, ne. Ja. Da drugi pač so, ok, emo, treba se je pripraviti za emo, ne vem, tako jaz gledam na te stvari in oni so se pripravljali za emo. Ona dva sta pa pač delala, kar delata, ne, in sta prišla tja in sta rekla, ok, mi dva delamo to. By the way, mi smo prišla, ne, pa pač zdaj bomo mi dva pokazala tudi, kaj delamo, ne. Ja, mislim, hecno, ne? Ok, tega se pripravim. Šesa, nama se reči pripravljati. Boli. Veš kaj, pozabila sem že, veš kako dolgo se nisem tetovirala, zdaj kar dolgo. Jaz tudi kar dolgo, mislim, da že 3 leta. Tudi 2, pri meni jaz pa mislim, da 2, če ne celo 3. Kak je tatuje, pa imaš vse? Res jih je, mislim, dosti. Tu imam na nogah, pa imam pa roko, pa nogo. Levo nogo, desno roko. Pa tukaj po prsih. Zdaj, če gremo vse, lahko samo o tem govorimo. Če gremo zdaj skozi vse. Ja, jaz sem tudi malo pozabil na tatuje. Bilo je tako, da sem v enem letu imel 3 naredil, kak šteješ, no, to je 4 polte, ampak pa me je malo minilo, ali kaj. Pa denarja tudi nisem imel, ker sem bil malo brez denarja, eno leto pa pol. Ampak ja, pa idej tudi ni bilo. Vse to je tisto pol, ne, ko ti imaš neko idejo, pa kaj bi imel, pa vse narediš, pa si tako, no, kaj je to, ne. Pa bi še kar, no, ja, daj mi termin, vedno sem bila tak, ne, ko sem želela imeti celo roko, pač rokav, ne. Tako smo se prej menili o pomenskih tatujih, če kaj pomenijo, ali pa zato, ker so ti lepi, jaz mislim, da je pač miks nekega obojega skupaj, pač, ok, in pač jaz sem si dala na roko pač želeti miks obojega, no. Pač cela roka je v bistvu nekako v glasbenem smislu, ne, oziroma z muziko povezano. Ja, jaz sem bil včasih ful tak, da mi je ful šlo na koreče, da mi je kar tak neka. Zdaj pa mi je pač vseeno, pač vse tvoje telo, pač čist tak. Mi gre pa ful na korec generični tatuje, ne. Kaj pa so to? Mislim, kaj to zgleda. Tetovirajo folk tule drevesa gor, pa je pač tek, zakaj si isti, da tu greš gor delati, pač res si butast, ali kaj si, ker pač ja, vem, jaz da ti mislim, da mu je lepo. Izgleda. Ja, vred izgleda, ok, sem taj si prosim, reči, zmisli si, reči eno kolego, naj ti nariše, pa naj da tetoverju, pa je to, ker ne imeti istih tatujev, prosim. Zdaj spet odvisno, mislim, jaz tako gledam, ne. Če ti gledaš kot tatu, kot modni dodatek, ne, potem je ok, da si da drevo, če njemu to všeč, ne. Se majco, ko si kupiš z nekim logotipom, ko je logotip gor, isto pogledaš, veš, kaj mislim stvar, pa rečeš. Majco lahko daš dol. No, vem, ampak oni ne vejo, pa dobro, pusti, bojo že ugotovili, ne. Mislim, to je njihovo, da ugotovijo, kaj so naredili, ne, pa kak, pa zakaj. Ampak ne, to je samo ono, jaz bi imel tatu, pa je to, pa nekaj moram imeti, pa sem zdaj to zbral. Ni ono, ker prav vem, mislim, vem, zdi se mi, ne? Zdi se mi, da gre tja, pa je tek sam jaz hočem imeti tatu, pa bom pač videl sem 600 tatuja, zdaj pa bom tega zbral, pa je to. In pol si pač toliko ljudi isti tatu zbere in imajo isti tatu, pa mi gre na kurec, da se nama potrudiš toliko, da bi vsaj lipe imel na mes smerek. Ampak gled, kak je. Najlo boljš imeti lipa, gost lip. Ja. Pa če greš čekaj, kam se hodi, recimo, kje so ti generični cote, ko so vse iste, recimo v New Yorkeru.
Ja. Mislim, to gledaš v puncah, pa tudi ti Levis, kaj je zdaj te neke majice z nekim Levisa, Ja, pa nekaj. logo To je Levi's. podobna stvar. Ja, to je isto isto. Pač vsi so brez ideje. Grejo in rečejo, to pa je kul, to bi jaz imel, ker mi je to všeč. In pa si kupi tisto majico in pol hodi s tisto majico, gleda, kako majico imam in pač mu je to. Ful, to sem jaz tudi Pač to opazil. neko da je obdobje, ne? Ja, ful teh ne Levi's majic. Pa ni Levi's, časi sem kavbojke delal. Ja. Zdaj imajo še majice, verje. Ne, ful so dobro naredili, mislim, ful so ugotovili ta psihologijo zadaj za vsemi stvarmi, ne, in so ful dobro so to Ja. zreklamirali. Mislim, so si v bistvu naredili promocijo s temi majicami, ne. Ja, valjda, ne, mislim, vse je samo majica, to stane 50 Točno. centov, vse skupaj, Ampak ful dobro. pa je promocija, ne, ampak Ampak zgleda, da na tak način deluje, ne, da to je masovno, da pač masa, kako ne rečem, neke deluje na tak način, ne. ja, neka bude, ali kaj naj rečem. Pač finta je pač, ne vem, no, spet govorim nekaj na pamet, ampak pač meni je hecno, da si gre nekdo generičen tatu narediti, ker pač, ko ga vidiš na 6. človeku, si tudi tam, ok, verjetno, zakaj nisi šel pa nekaj spremenil, sam nekaj. Ker čisto tako samo vsi tatuje, pač vsak tatu, ko si ga danes daš delati, moraš vedeti, da jih je milijon že. Res je. Točno takih, ko jih imaš ti, točno takih, ne? Ali pa manjše spremembe. Super, Okej. manjše spremembe. Točno tako si ga zdaj ti naredil, ni dobenega, ja. No, to To je vre. res. To je vre. Ampak mislim, to temo, to približno, to je že nekdo ziher trofo, ne? Ja. Pač bilo, kaj si daš delati. Tako da originalnost tu, do meni je zdaj tako ful, Tak ful originalen, ne. originalen s svojim tatujem, Res ne? je. Tudi pač bi rekel, zahtevam to, ampak ko vidim isti tatu, ne? Ko vidim isti Danes ne boš mogel spati, ne? Ne. Zaradi tega je to. Najhuje je, ko grejo tetoveri kopirati tatuje. Razumem, če gre, Okej. če gre kopirati nek dizajn na papiru narediti, ko je lahko res dodelan, ampak pol, ko greš ti tatu, ko moraš ne stvari prilagoditi temu, da je tatu, pa je tisto slabo narediti in pogreš tisto kopirati, tu pa pol se zalomi. A viš, to tudi nisem vedel. Do danes. Ker tako fora je, da ima vsak svoj stil tetover, ne? Naj bi. Koliko jaz vem, ne bi imel, oziroma pač... Koži se spremenijo stvari. Okay. Se še me sliši v redu? Ja. Bomba. Tako da, mislim, ne vem, tu je res pač, to se pravim, če imaš za generično majico, pa jo lahko slečeš, ne, ampak tu mi je pa res tak, ne, to sem kar alergičen, ko vidim. Ja. Pač. Tako da bi se mi zdelo, da, ker obsodim tega človeka, to pač priznam, ja, pač ne, ti si kar Ker jaz butac. mislim, da pove neko razmišljanje. Mislim, da... Ja. da ja, Da si vidiš, nisi tatuji vzel so... En teden cajta, ko si videl ta tatu, pa ti je všeč, pa bi nekaj po svoje naredil, da si nisi vzel, ne, mi je tako malo, ok, Razumem. mi ne bomo kolega nikoli. Viš, kaj so zdaj tatuji naredili? Včasih, mislim, tako rečeš, ne vem, 10 minut pa 15 minut s človekom, par vprašanj, pa veš, kak je človek, približno, kak razmišlja, kje je, ne. Tako so zdaj tatuji, ne. Zgleda. Mislim, tako vidiš, posodiš ravno zaradi tega, ne, ker po mojem veš, kak potem ta človek razmišlja, ne. Ja, definitivno, pa ko vidiš človeka s tatujem na frisu, ti je verjetno logično, ok, pač ti si določen karakter, ne. Spet Ja. malo judgam, To bi res rada vprašala nekoga, ko ga ima, ne. Ker me res zanima, kaj razmišljaš takrat, ko se odločiš to narediti, ne. Dobro že vrat, ali pa karkoli je tako malo, Ja, je že mislim, tam, je že tam, ne, ja. En kolega pa mi je rekel, no, pa tu zadaj neka, pa mu je ful žal, da si je dal delati, ne. Pa je bil tak, ja, sem k sreči, ga nikoli ne vidim. Sam imaš ga, ne. Pač, okay. Težko se naveličaš enega tatuja, ko ga ne vidiš, ne, res je. Ja, ker on pač pozabi, Pozabi, da ga ima, ja. Pa niti glih je tako pod majico, tu med lopaticama v bistvu, glih je tako pod majico, da ga, če ni nak, ne, če ni brez majice, ga ne vidiš. Kar pa pač si skoraj vedno z majico gor, ne. In ful zanimivo. Ampak sto ljudi sto čudi, vse verje. Kaj jaz, Sam okej. pač obsojam. Ok. Ja, ne. Tatuji so, kjer zanimivo. Mislim, po eni strani takoj veš, veš, ampak veš, ko ima nekdo nek tak tatu, ne. Ali pa da ima neke smrtne glave, ali pa neka... Zdaj ostavimo se malo, ne, veš. Ne, se ne. Klasični motiv. Okay. Mislim, smrtne glave. Jaz imam tega, poglej.
Samo slušalke. Ja, Je te ni umrl? Pa, ja, se to je tisto, ne? Ampak je violinski pač ključ. zavedno, ne? Veš, glasba zavedno, ne? Okej. Samo mora biti ženska smrtna glava, ker moš Res? imamo tako grde lubanje, da brez veze lubanje. To, ženska pa moška lobanja se razlikujeta? Veš kako. Pač vseeno. To po tatuju ali... Ne, po tatu ne, pač kjer vzameš za osnovo. Aha, Ampak ja, pač že ženska. okej. Kaj sem jaz vzela? Kaj je to? To ne vem. Ne vem. O, kak fajn. Če ima rože, gor, moraš oceniti. Ja, tak je, viš, vesel je, ne? Ja. Tak je rast pa glasba, ne? Pa on, Ja, mislim, če vzameš te rožice. lobanjo od tavareša ali pa od, ne vem, nekoga drugega, manjšega, ima verjetno drugačno, ne? Jo, mojem malo jaz večjo. ne vem, kako je to. On riše lobanje. To je mogel ti vedeti. Mislim, načeloma niso, ne? Če jih na hitro pogledaš, so vse iste. Razen moška pa ženska se fucking vidi. Tak pa pač ja, valjda so, tu pa tam je kaj drugačnega, ampak ne, pač načeloma imamo vsi isto. No, kako bo Tako, lep. ko gledaš. Kaj? Čas ima Lep to. je. Bolite? Ne, lep je. Okej. Čas ima- Ne, nič me ne boli. Zelo si nežen, hvala. To vsi pravijo. Zdaj ste mi zarisali stvari. Okay. Ja. Ok, nazaj na muziko. Kako izgleda sploh scena, mislim, koliko imaš ti nastopov? Ti to delaš kot pro, ne? Ali še imaš službo poleg? Ne, v bistvu ne, ampak nisem samo DJ-ka, ne? Pomeni, da ne delam samo tega, ne? Če bi samo to delala, dvomim, da bi se dalo preživeti, saj tu pri nas, ne? Spet je, če delaš samo eno stvar, pa si samo neodvisen, si tudi, ker so malo okolja, tu okoli je tak, da si tudi bolj živčen, ker ne veš, kaj v naslednji mesec. Ne? Pa malo si omejen tudi Ja, na stvari, ne? Pač definitivno. mene ful dosti stvari zanima in sem že tudi ful stvari sprobala, ne vem, tako je fotografija, pa produkcija glasbe, pa potem zdaj, ko smo odprla ta kreativni inštitut z Markom, ne? Pač to učenje, da učimo v bistvu ljudi, da predajamo svoje znanje, pa to mi je kul. Probuješ vedno vsake toliko, ti nekaj prije Ja. v življenje. Tako podcast. Res je? Točno. Ja, je kul. Cool. Meni se tudi to podobno dogaja. Prvo sem imel band, pa je šel, smo se že menili. Pa je kar nekaj stand-up prišel, pa je kar nekaj radio prišel, pa pol zdaj podcast. Ful dobro. Tako da stvari, ker pridejo. Res je. Veš, kako smo začeli podcast v bistvu? Rene, ne? Ko smo se prej Jaz menili, že poznam, ne? ja. On je, pač, vedno, ko mi je to razlagal, sem tak stari, ti greš za 10 minut na oder na open mic, ne moreš vsega povedati. Oni pač tam vidijo nekoga fukjenega, ko razlaga nekaj fukjenega, ne? To je to, oni navijo pred zgodbe. Ker ko je prišel v pisarno prvič nastopati, so vsi to mislili, ne? Pač to lahko potrdi, da je bilo ono, kaj s tem človekom, kaj je fukjen, totalno. Pa sem začel praviti zgodbo, ne? Ko mi je Rene povedal njegovo, pa sem jim, ja, sem pa to se je zgodilo in so bili. Majke mi je, da 90% folka je bilo tako, ok, zdaj ga pa čist drugače vidim, ne? Pa smo skozi govorili, ti moraš na nek podcast iti, ne? Moraš iti nekam, kjer se lahko razgovoriš 2 uri, pa te bo folk bolj spoznal, ne? Res je. In to sem se z Renejo omenil, z Juretom smo se pa menila, da bi nek podcast nemali. Pa nismo vedela kak, pa levo, pa v podcastu smo se menila, pa levo pa desno, ona dva sta se pa za tatu menila, ne? Rene pa on, pa kar Ste nekaj rekla, krive. wow, evo, Veš kaj, gremo mi vsi trije skupaj. ful dobro. Ne, ful dobra ideja. Tega Ja. še tudi ni, ne? Pri nas. Koliko je Jure gledal, ni, ne? Ne, sploh ni še tega. Da imaš moderatora, To, ja. tujo zraven, ne, imaš tetovera, pa pač to imaš milijon, mislim, po mojih je pa. Da imaš moderatora zraven, to ni. Ja, mislim, da še jaz tudi nisem imela intervjuja, takrat, ko me je tetoviral, ja. Jaz tudi ne. Sem se že pogovarjal z marsikom, marsikaj, ampak ne. Poglej, sem pa lahko rekla, da sem. Veš, ta izkušnja, ki To je je to, moja, ja. ne? Zdaj, samo moja je, ne? Trenutno, no dobro, ste še od ostalih, ampak Ja, pol zvečer pravzaprav prije sem tetovar, ko je mene prvi tetoviral. Mislim, Ki te razdeviči. ki vam... me razdevičil, ne. Ni on takrat prvič tetoviral, ne, ampak je kontra. Ki pa imaš to tu? Mislim, ki je ti to? Tega. Aha, to. Tega pa pač tega. To mi je on takrat naredil. To je na mehkem delu. Pa vsi so govorili, da To bo je ful bolelo, moglo pa ni biti, tako. Mislim, No. ful. Odvisno. Čist, Pač, ja. ja. Posameznika. Tu na Joški je dosti bolj.
Jaz imam sovico. In me je kar, no, samo da se ne vidi. Pogledajo. Veš kaj je finta, ko ima eni dedi imajo ono bodečo žico, samo ne tu, ker tu pa boli. Jaz sem, še nisem videl tega. Tough guy, ne? Ja, tough guy sem ne tu. Pol pa ne tu. To je malo do sen, pa tak. Ne, se nisem se heca. Jaz mislim, da ne res Sem ima to že kdo ful to. videl, pač ful sem že tega videl. Doma. Pogooglaj, Simon. Simon, prenesi za Kavo imamo. Še enkrat tovarna kave. Sicer nisem neki pivec kave, ne? Ne, se to ni kava, to je kavničaj. Aha, kavničaj, ok, ne, se vem. Hvala lepa. Skot je to ta? To za naj, če je ista, ker imamo tam zadnji drugo vrečko. Evo ti probaj. O, hvala. Ja, torej, jaz nisem, kako se reče? Nas mi je biti čist vroča. A ja, te pa počak malo. To pozabim. Nimam totih filtrov doma pa tega. Da mi da po Bogu. Res si naredil. David, kaj pogubljam? Ja, to da ful pijem čaj, ne, je to zdaj. Pozabil sem že. Kaj sem pa rekel, da mora pogooglati? Karkoli bom rekel. Ne vem. A ja, to sliko, ko nimajo tu žice. Ja, A ja, ne, dejansko to obstaja. Ja, slika, to ne boš najdel. Napiši barbed wire Jaz mislim, da se tattoo zabavaš. on arm. Pozdravljen pusi. Pusi, poleg, ja. dvigni nogo. Kam? Se Sem. Tak? zelo Ker bo prej najdlo, ker zdaj bo Bo? najdlo vse okoli in okoli, veš. krog dela. Aha, okej. Tak? Ja. Okay. Aha, krog. Ojoj, ja, okej. No, Ti pa čakaj. Šak sem, Ne, gre se samo za to, da moram jaz biti čist fiksen. okej. To je da. Čakaj. Okay. Si šel malo dol? Idi pogledat, če je ki. Vrej, te pa sam jaz to vim. Ma slika zgleda tega. Ja, conspiracy. Kdo? Ful je vrej kave, boš probala? Mislim, Da probam. po mojem ti bo všeč, ker sploh ni občutka kave tak. Pa zdaj bo spreminjalo okus, ko se hladi in ni več isti okus. Pač drugi pošiljek je vedno tako, ali pa pač od drugega dalje. Ja. Prvo je, imaš ti tak neki test od prej, pa pol ti najprej ti grenko zalima, pa dalje vrej. No, sam ni ta grenka. Ni? Ne, To me se skoraj tudi ne zdi. Ja. Kisla bi mogla biti tako. Vse je malo, ja. Kisla je zaradi... To pomeni, da ni bila sladnosti. narejena, da ni bila skuhana, ampak je bila samo potopljena Pražena. v vodo. Ha? Ni to... Ja, Ne. pač ni bilo. Kisle so ni bilo ponovadi, prevreta. tako kisle so ponovadi tiste, ko se ne prevrejo. Kisla ali kako je to? po moje zato, ker ni pražena tak fejst, ko tista Ja. komercialna. Jaz sam vem, ja, da niso komercialne, ampak dobiš direkt od kmeta in je zato pač bolj kvalitetna. Ne? Pač nas stoji 2 meseca prvo v skladišču, da gre na ladjo, pa pol tu 2 meseca stoji nekje, ampak je dobiš res frišno. Pa tisto, kar je ful lepa stvar tega je, da ni posrednikov in kmet več zasluži, plus tega je finta, da Vrste so lahko določene, Ja. ni več vrst zmešanih. Ful je lahka. pa tudi finta je, da ti lahko, ko imajo oni tam sezono najboljše kave, direkt od onega kupiš, ne? Pa ko je nekje druge, spet od onega kupiš, kar pomeni, da imaš vedno frišno kavo, ko je najboljša, da ni, Jo, Pač- preste. ko kupi, ne vem, neka komercialna firma, kupi pač tisto, kar najbolj poceni, pa kar se najbolj splača. Pomagal. Bom. Ne smem se premakniti. Ti sam reči, če rajš vodo. Kako izgleda DJ šola, koliko imate učencev? V bistvu zdaj je tak DJ šolo, ki jo imamo, mislim, jo v bistvu izvajamo individualno. Tako da je čisto odvisno. Na začetku smo začela z temi vpisi pa z skupinskimi in smo potem videla, da, ker smo še vedno, ker na to smo odprti 4 mesece, ne, mi dva še vedno tudi tipamo trg, pa se učimo. Teda so vse, kar delamo, tudi pilotske, kako naj rečem, stvari. Ne veš, kaj delaš v bistvu. Pač Ja, iščeš ker pač formulo. greš tako, pa sistem v bistvu spostavljaš, pa vse, ne, ker mi smo se tega lotila, mislim, ni tega, ne vem, kje si ne vzamemo, jemljemo vzrok, pa kam ne gremo pogledati, točno ker pri nas tega ni, ne.
Tako da so individualno, ker se nam zdi, ker smo probali oziroma izvajamo, sva že izvedla ful dosti DJ, teh ne DJ šol, ampak DJ teh nekih kursov ali tečajev za različne inštitucije, kot so MKC Maribor, Mestni mladinski svet, pa v Rušah smo to delala. In smo ugotovila, da to s skupinskimi ne gre, ne? Da to z večjimi ljudmi naenkrat ne gre, zato ker potem tako kot v šoli, ne? Ker potem bi imela v bistvu šolo, da je 20 ali pa recimo 10 ljudi in potem narekuje tempo tisti, ki najmanj zna. Ne? Torej tisti, ki zna ful, v bistvu ne napreduje. Kaj dosti, dolgocajt, ja. Tako. Da smo potem rekli, da nam ta format ne odgovarja ravno zaradi tega, ker potem ne morajo biti vsi 100% zadovoljni, ne? Ker najn cilj pa je, da so vsi v bistvu zadovoljni z najno storitvijo. Ne? Hvala, se zato delaš, ne? Ja, ker na tak način zdaj v bistvu tu delamo ful, ne delamo na marketingu ali pa na teh stvarih še zaenkrat, tako da imamo čisto od ust do ust. Tako sem nekaj začeli smo pred 4 meseci, pa skozi naš izobraževalni, mislim, ta sistem je šlo nekaj čez 20 ljudi. Tako da ja. Zaenkrat kaj že vrejo? Zaenkrat je super, ja. Ful je zanimanje, ful je popraševanje. Ful so mladi v tem, jaz sem zdaj že star, ne? Od 29 bom naslednji mesec in jaz tega razumem. Ne. Ja, naslednji mesec, ja, fuck. Mislil sem reči v kratkem, pa sem rekel naslednji mesec, pa je res naslednji mesec. Glavnem, ja, jaz tega ne razumem več, pa jaz se moram v to muziko potopiti, ne vem, ne gre. Mogoče zato, ker je nikdar nisi poslušal, ker si rastel z drugo glasbo? Ja, se sem poslušal, mislim sem že bil na kaki, ne na takih eventah, kot vi, pa verjetno bolj elektronsko oziroma bolj komercialnih zadevah. Ampak ne, to pač, pa ko so me kolegi poslali, ko so začeli to poslušati, sem vedel tak, I don't see the point. To se ti zdaj na isto, ali kaj ti točno ni? Veš kaj, meni je ful veliko pomenijo besedila, no. Zato je punk rock ful verjek, ker so to v večini ljudje, ko je tak boli kurac, ne, da so punk. Pač mislim, ko to poslušaš besedila, so od ta večjih bedarij, do političnih stvari, do overall. Komad, ko ga zelo veliko špilam, tak, ko imam cajt, je Dirt Bike Rider, ko je pač besedilo When I was a kid, I never bothered with what my friends did, because all I wanted to be is a dirt bike rider. Pa gre, ne. Pač ni okvirjo, pač delaš bedarije in te folk posluša, ne. Kar je velika razlika od popa, ne, ko pač je basically vse isto, ne, ali pa pač, ne vem, ne bom šimfal pop muzike, ampak, kak bi rekel, besedilo je meni ful pomembno, preden je beat, ne, preden je melodika, meni je besedilo ful več vredno, no. In verjetno zato, no. Res je. Če boš kavo? Ne, hvala. Ok. In nisem se mogel, noter nekako vpeljati, ni mi bilo fajn nikoli. Tako si rekla, da bi je to tako sedlo, tako je meni kakva druga stvar, tako sedla mi to ni. Tako se pravim, ja, čisto odvisno. Je pa ful zanimivo, ful sem začel opažati tega, pa časih, ko na prevozah koga pelam, ne, pa se mi ena pač punca vsedla enkrat v avto, pa je bila tak, pač zgledala je punk, ne, zgledala je alternativna, pa sem to smo pa menila skozi v muziki, kao poslušaš drum and bass. Da je malo star si že. Kako lahko samo drum and bass poslušaš, meni ni jasno. Če moraš več vrste muzike. Kaj ti poslušaš? Jaz tudi poslušam več vrst, ja. Večina, v svojem prostem pač času, ali kako naj rečem. Ne? Ja, to je. Jasno, ja. Že zato, ker pol lažje. Jaz sem ful odprta. Samo drum and bass. Ja, definitivno, če bi samo eno stvar poslušal, bi ustal, ne, pa bi malo zaprt v njej. Spoče ustvarjaš muziko, je težko, ne, da ne bi šel ven iz tega. Nisi ustvarjalen, ja. Ja, verjetno nisi tak genij, da kar veš, kaj je, pa da namiksaš do benga. Jaz to včasih kak komercialni komad, ko jih imamo na radiju, poslušam doma. Ful je mal, ampak jih, ne, ker eni so pač dobro sproducirani, eni niso. In pač tudi različne žanre poslušam. Ko pa prijem domov, je pa večinoma punk. Ali pa metalcore tudi, ampak dosti manj. Tak, da, ja, pa čisto odvisno, kaj mi sede, ne? Čisto odvisno od počutja tudi. Ne vem, zjutraj mi sede bolj chill. Tako, jaz si muziko v bistvu, ne da si jo prilagajam svojem počutju, ampak muziko prilagajam zato,
kak naj bi se jaz počutila? Je to Vnaprej. smiselno? Tako. Ja, isto. Torej, Zjutraj si tam naspidirane komade gor. Ja, torej, če vem, da je taki dan, da je sonček, da je chill, si dam neko bolj umirjeno, če imam umirjen dan, ne. Če pa imam na hype ali pa karkoli, pa pol pač temu prilagajam. No, tako da bi kavo spil, pač isto je meni. Tako, yes. Pač daš si komad gor, ko te zbudi, pač te zbudi, ker so Flogging Molly, Drunken Lullabies, ko pač ne moreš biti primir. Pa sploh, ker imam spomine iz koncertov od tega benda, je tako, cool, jaz sem zbojen, naravim kave. To fajn, ja. Pač ja, tudi zdaj, ko pišem pač stand-up, si dam vedno Metallico, Foo Fighters, pa že prije punk noter, pa prije NoFX, ko je ritem res nenormalno, da človek, to pa poznam, da se čudi človek, kako lahko on bobnar to zašpila. Sem pač, ker razmišljam o tem mindsetu, tudi ta mindset pišem, pol vun, ne. Vsaj načrt je tak, upam, da bo tako izpadlo, ne. Potem, ja. Ampak ja, pač muzika je definitivno za počutje, pač lahko si nastaviš preset, kaj boš delati iz dan. Ja, tako je kot neki background v tvojem življenju. Veš, ko gledaš filme. Ja, definitivno. Potem, mislim, oni tudi, če želijo prikazati nek žalostni prizor, pa nekaj tudi, ko ga prikažejo z muziko, ga z muziko v bistvu pojačajo, ne? Da ti začutiš tisto, da rečeš, Kaj je bilo, ko je bilo po Terminatorju ali pred Terminatorjem je bilo neka serija, Sarah Connor je bila glavna, ne? Sploh ne gledam televizijo, tako redko, da vem, to smo mi gledali v srednji šoli 10 let nazaj, po moje. In je bil nek full shooting scena, ko so en je full strelo, pač ono pokolje naredil, ne? Pa so dali country muziko zade. Bilo te fucking si so se o tem menili, ja, bilo pač pač nekaj takega, pa je bilo cool. Pa so se vsi naslednji dan o tem menili, ne, ko so to videli. Takrat, če ni bilo Netflixa pa tega. To ti tudi da zamisliti, ne da zamisliti. To je tisto, da veš, da v bistvu je muzika pomembna. Tako se nekako jih uporabljajo v filmu. Ne? Definitivno zelo malo ljudi je, ko ne posluša muzike. Tako da nekaj že. Ne? Pa si videla tiste, kaj si odlariš? Da mi je to, da ne poznam dobenga, ko ne posluša glasbe. Mogoče, ker sem v takih krogih. Da zdaj razmišljam, če poznam koga, ko bi rekel, veš, ja, jaz pa ne maram glasbe, ali pa ja, jaz pa je ne poslušam. Pa mislim, da ne poznam dobenga. Jaz se pravim, ne, da mi je zdaj tak... Da me je zdaj malo ostalo, da sem se prav zamislila. Ampak ja, po moje ja. Ja, pač mislim, je nekaj. Si videla, ko so delali neke, ko so, mislim, da je bil pesek v nečem ujet in so spuščali pač muziko prek simfonije, ne vem kaj, in so se v tem membrani, kjer je bil pesek, so se pravilni vzorci začeli pojavljati, ne? In je tak fucking gledaš to 2 uri, če hočeš na netu. Ker je prav tak vsak beat pa vsak sprememba akorda je nekaj drugega in je full fucking fascinantno. Ne? Tako da rezonanca je tudi pol v nas, ne? Pač to se v tebi tudi sprošča, ti vzorci pa kakorkoli. Ne? Razumem, najbolj že tega, kaj sem gledal, ampak ja, fajn je. Ja, to je tudi recimo, da je človeško telo sestavljeno, to sem pa jaz gledala, ne? Da je sestavljeno iz ne vem koliko procentov vode. In potem zdaj, če ti daš vodo v kozarec, pa daš zvočnik zraven, ne? Isto vibrira, ne? Isto čutiš. Tako da jaz mislim, da je... Vibrira skozi tebe. Ja. Pa ne samo voda, v tebi vse ostalo tudi, ne? Se pač zvok odbija od tvojega telesa, ni samo, da čuješ muziko, pa da ti je fajn besedilo, ampak je dansko podaljšek tebe, kaj bi rekel tvoj glasbeni okus. That's deep, ne? Glih to osnovo, da reči, ja. Cool, ja, mislim, pa tudi, tako sem prej rekel, da obsojam ljudi glede tatuja. Tudi, ko mi nekdo reče neko muziko, ko mi ni fajn, sem tak, jaz ne bom s teboj nikoli prijatelj. 100%, ne? Tako, joj, jaz se ne smem smejati, ti si kateri rišeš, ti detoviraš. Se zbiraš, lahko se smeješ, ti mi rekel, ko me okay. Jaz mislim, da že tu, jaz mislim, da ti ne obsojaš, ampak samo ne vidiš nič skupnega z njim. Mislim, ne veš, kaj bi se vnaprej pogovarjal z njim, že ko ti v štartu reče neko tako stvar, si tak, okej, jaz ne vem, kaj se naj še pogovarjam dalje. Ja, vse isto, ko nekdo neka butastega reče, ko pač jaz ne morem, jaz kar zaštekam, tak pač, ko mi nekdo neka butastega reče, jaz sem tak pač, kak si lahko tak neumen? Prosim. Če ne ve.
Mislim, veš, Ne ve, ali pa drugače to dira, kot jaz, ampak jaz dobim ta občutek, da zaštekam, kot da bi me eno ročno potegnil, pa se ne morem več meniti s to osebo, pa mi gre na živce od tistega momenta naprej. ali pa se ti zdi škoda časa, ne vem, Ja, ne škoda po časa, eni pač strani, tako se ja. ti zdi ono, joj, Ja. tako superficial, ne, potem se... Ja, mogoče se z moje perspektive zdi, ne? Mogoče nisem to. celo osebe spoznal, ne? Pa sem sam tam, ko se meni zdi superficial, prvo pikno. Ne? Pa je mogoče to narobe, sem jaz ne morem mimo tega. Čeprav imel sem pa enega cimra, ki je bil res smotan in mogoče od tistega zahejtam vse naprej, ko se mi zdijo smotani. Pa si mu predlagal, si mu dal kakšne knjige, si mu predlagal kako izobraževanje ali si ga... Jaz sem kaj bil tistih 8-9 mesecev, ko smo bili cimri ful zmeden, ker je vsak dan nekaj ful čudnega naredil. Pa pač bili smo srednji sošolci, pa sem vedel, da kadi travo, pa tak dalje, pa da pač je malo bolj tek, ga z rezervo jemljem, ne, ampak ko smo bila pa v isti sobi skupaj, meni šel tak na kurac, jaz nisem vedel nič, kaj se dogaja tiste pol leta, več res, ne, koliko je bilo malo več, pač eno šolsko leto smo bili sošolci. Vsak dan je z nečem tak neumnim prišel, da si bil pač tak, kaj se dogaja sploh? Pa kak si ti srednjo naredil? Samo jaz pa mislim, da je samo na določeni neki stopni, veš, zavedanja samega sebe, pa okolja, pa sveta, pa ljudi, kakorkoli, ne. In pač on deluje iz tiste, ne. Iz tega, koliko pač ve, koliko ima znanja, koliko ima nekih informacij, koliko je nekih informacij prejel skozi life, ali pa Definitivno. tak. In pač jaz razumem take ljudi, ne, mislim, take. Zdaj spet... Nekdo mene pogleda, pa si misli iste stvari, ko se so ne mislim, ne? Pač, ne Mogoče. Vem, ja, pa pač, tudi mogoče grem na kurac, pa sem zakaj pa temu človeku zdaj grem na kurac, kaj sem pa naredil, pa ne razumem. Definitivno so nivoji neke inteligence, ali kako bi rekel. To. Ne bomo ful politično korekli in pa rekli, da tega ni, ker to je. Res je. In pač vsi, ko se tebi zdijo glupi, na istih načinih dojemaš, ko oni, ko so nad tabo. Pač tak je. Jaz mislim, da niso glupi, ampak imajo manj izkušenj in manj informacij. Tudi to Pač res. ali niso radovedni, ali niso pripravljeni učiti, ali jim v življenju, ne vem, ful dosti vpliva tudi okolje, ne, pa starši, pa šola, pa Valjda. karkoli, ne. Valjda. Definitivno se strinjam, ja. Ampak ne vem, jaz se tega ne morem znebiti, da mi gre nekdo na kurac, ker nekaj bude z tega reči. Pač to pa vedno tako. Se upam trditi, da... Okay. Meni je kul to. Mislim, če njemu, če je tebi kul, je voda kul. Edino, če sem zdaj slišala, ja mi mesto delam, da če greš nekomu na kurac, greš se za nalašč, pa se z njim družiš ful, to, kar on tebe ne spozna, vas tako, ok, zdaj pa ti lahko grem na kurac, zdaj pa se odloči, ali boš... Pa ki imaš čas za to, pa to razmišljati. Veš, kaj mislim, fajn delo. Zakaj bi to, kako imaš čas? Res, mislim, ki najdeš čas za to? Ne vem. Pa zakaj, kako lahko to razmišljaš? Veš, mislim, Ne vem. Pač to pa jaz ne razumem, ne? Ne, proti vsemu greš, kaj je možno. Ne? Pač... Ja, pač proti greš. Samo to v bistvu sebi delaš škodo. Ne, sebi na nič škode naredim. Pač Če čas zapravljaš, ko je ful, mislim, čas, jaz ful je... odklopim drugače druge stvari. Čas je ful, okej. Imam pa tak najboljšega kolega, ne. Najboljši kolega sem bil pune čuden, ful smo bil čuden na začetku. Za vas smo 11 let že ko za konca. Tak da ja, zato... Res si to zrihta. Res sem to zrihtal. Ma, no, moj najboljši kolega je tudi tako bilo, da smo bila sošolca letovo pol, pa se nismo niti menila, pač mogoče zdravo. Prvo leto na faksu se tudi nismo menila isto zdravo, pa dokdaj moramo tisto dati. Pa smo bila cimra, pa smo se zaštekali, pa smo bila... Ko sta več časa preživela skupaj, ne, ali pa ko sta si dala priložnost se v bistvu spoznati, V ne? bistvu, ko smo se prvič To je začela tisto. meniti, smo bila tako, ok, mi nekaj isto tu študiramo, ne? Pa smo bila, mislim, da 7 let cimra. Ali koliko? To je kar dosti, ja. Ful, To sem se spoznala, mislim, jasno, da sta potem, ne? Ja, mi smo šla iz stanovanja v stanovanje skupaj, ne? Iz Ljubljane v Maribor skupaj, okoli tu smo imeli 7-8 fletov vmes menjala. Viš, to sta imela skupno, ne? Vsaj našla sta eno skupno stvar, ne? Bila smo glih Če ne enako drugo. neurejena, da nam ni motlo nič, ker v Ljubljani smo imeli tak kaos. Čakaj malo. noter. Okay. V Ljubljani smo jedli pice, pa nismo dol nosili kartonov in smo imeli tega tako full fucking preveč, vse posod.
Upam, da nisi skorje puščal noč v teh kartonih, pa imel tega ful preveč. Olive, skorje, vse je bilo. Mi smo imeli ful manj bišteka na koncu leta. Jo, to je to taka zgodba, ko pač. Mi smo prišli v flat in je bilo, cel štuk je bil za nas. 4 smo bili, imeli smo kuhno, kopalnico, vse je bilo cool. Stanovanje se je prodajalo, ne? In lastnica nam je povedala, vsake toliko bomo prišli na ogled, imejte pospravljeno vnaprej. Bomo imeli. Prvič pokliče po enem mesecu, naprimer, ja, bomo pospravili, naslednjo jutro ob 9 ste vi tu, to je to, ok, mi smo tako vsi doma. Okay. Kaj je bilo? Pospravili, se napili, vse razmetali, kartone od pice nam ni dalo pol dol nes, ker smo bili nažgani, pa smo jih dali v omaro. Omare pa, veš kakve omare, čez celo steno, fucking huge, njen mož jih je naredil, ne vem kaj, ročno delo, bla, bla, bla. In tako je bilo. Bezi, tak je bil odgovoren za vse, bla, 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 ko se je z njo menil, je spal, pa je čul budilko, pa se ni zbudil, pa je čul njo, ko jo kliče, pa se ni zbudil. Pa je že prišla 3-krat gor in je že odklepala in pol se je zbudil, pa je sam skočil ven z posle, pa je takle stal, pa je gleda, v gatah. Pa stopijo oni not, tak stranke, pa lastnica, pa so bili tak vsi, dobro jutro. Tole je naredil, pa se je vlegel nazaj. In ona je kar hotela malo preusmeriti pozornost, pa je kar, ja, to pa moj mož naredil tudi omare, pa to je ročno delo, to je ful veliko vredno, pa odprejo omaro, pa noter pice. Pa je bila se tako... Ni to resno. Tole je malo bolj po fantovsko, ne? Okay. Mislim, koliko vas je bilo, koliko si rekel, da vas 4. je bilo 4 v stanovanju? 4, Koliko ste bili stari? 18, 19. Jaz mislim, da se to za pričakovati, ne? Jaz mislim, da ona ni bila toliko presenečena, po moje, če je dala 4 fantom. Sam po moje do 18-letnega jaz pričakujem, da bo pospravil, če ma rečem, da bo pospravil. Čisto odvisno. Odvisno kdo, ja, ampak imeli Odvisno, smo cajt za doma. pospraviti, pa imeli smo namen pospraviti, samo smo se Kaj to ste prvič bili na samem? Mislim, prvič ste vsi živeli... Prvo leto v Ljubljani sem ne že bil nekje druge, pa smo se drugo leto skup selili. Ker to ponavadi je tisto, veš, ko si doma, če je kdo doma, ko so fantje doma, pa ono, ja, mama, bom naredil, bom, in on ne razume, da je to za njega dobro. Mislim, ja, pa on ne razume, da je to zato, ker ona želi njega naučiti odgovornosti, ne? On pač razume, ko me mama guši, da moram to pospraviti, ne? Pa zakaj je to treba? Pa zakaj je to treba, ja, in pol prije na svoje in pol je štala, ne? In pol je tak, šit, nič ne štima, kje je zdaj mama, ne? Kje je moja mama? In pol zašteka, ne? Da je v bistvu ona cel čas htela njega naučiti nekih odgovornosti, da ni bila ona tista, ko je bila tečna, ne? In to, in ponavadi je tako, si rekel, ali pa je obratno, pa je ful priden doma, pa ful vse naredi, pa vse, in pol prije na svoje in reče, za vanem delo nič, ne? Za vas se lahko sprostim, zato ker sem na svojem, pol časoma itak ugotovi, da ne bo šlo. Itak ne gre isto, ja. Valjda. Ja, mislim, pa mi smo imeli tak, iz tistega fleta smo naredili tak, pa se nismo nič zlamali ali pa kaj, ampak mi smo imeli tak sravno skozi, da več... Niste bili snažni. Ne, to ful ne. Kolega je prišel... Jojo, prosti. Kaj? Pomigala sem znova. Jaz se te bolj držim. Okay. Kolega je prišel enkrat na obisk, pa je pač pico povedal, pa je bil tak, kam za to dam, pa sem bil tak, vse je posod, pač zram kartona pic, sediš tam gor. Bilo je, pač mi smo imeli res 100 kartonov pic v fletu. Pač. Koliko ste pojedli pic? Okay. Vsak dan 4, ne? Kako ste mogli, kako ste izgledali? A dobro, to si še mlad, pa še imaš metabolizem, še ti dela. Pa... Ne, jaz sem bil kar debel. Ste bili ful nezdravi, pa močni. Ja. Jaz sem bil kar v krogu, jaz mislim, da sem imel takrat 92 kg. Pač res ni me folk prepoznal, tako sem bil debel. Gibali se nismo nič, ker smo imeli faks enkrat na mesec, zadnje pol leta. Sam prakso smo hodili, mislim, mogli smo doma delati, pa tja hoditi na evalvacije, to bilo to. Pa še takrat včasih nismo šli. In smo bili debeli, ja. Kam smo prišla, ne? Ja. Še boljša zgodba je bila pa to, ko smo pač začelo smrdeti spomladi v kuhinji. Pa da. Pa nismo vedeli zakaj. In je smrdelo, fucking smrdelo. Res, jaz mislim, da je nekaj crknalo. Hladilnik. Pozabili ste, da imate stvari? Ne. Okay. In pa vala je bil tak kup posode, da nisi mogel do pipe priti, ne? In ok, en dan le smrdi kot presica, gremo mi to spucati. En spuco hladilnik, prestavo hladilnik, zada se spuco elemente, vse smo pogledali, posodo spucali, to je še kar smrdelo, pa vedno bolj. Niste ki imeli kakšne domače živali? Ne, ste pozabili. Ampak Okay. jaz ne res mislim, da je neka miš crknala nekje, ne? Ker je res po crkvi nam smrdelo. In ok, vrej,
pač ker smrdi, kao bomo zdaj naredili, ne, pač smrdi. In sem jaz okno odprl, spomladi, fajn, da se zlufta. Mušice so not prišle. Joj. In je bilo črno mušic, pač res črno mušic in to je vse crkovalo tam in to je bilo pač polilo še 10-krat hujš. In kaj Kako smo... ste se preselili? Ne, Okay. pa sem jaz vzel mikrovalovko, pa je ven nesel, da smo svojo mikrovalovko imeli in smo kuhno zaprli za 2 meseca. To je rešitev, ne? Ja, Bojzna. in je smrdelo. Bojzna. Pa folk si sploh ni gor prišel, pač, ker si prišli z druge strani na eno sobo in pač ni doben šel nikoli, doben ni sprašal, zakaj imamo mi kuhno zaprto. Doben si ni gor prišel. Pa enkrat bivša bila, pa bila tek, grem jaz neko v kuhno, a ja, hodimo v kuhno. Zakaj? Ja, pač 1 mesec, če smrdi, pa ne vemo, zakaj nismo zaprli kuhno. Ok, pa je šla vsaj probat, pa je bilo, kako bi rekel, pač v voho si nekaj zatohlo, pa je tak sekundo lega trajalo, pa je prišlo v tebe, pa si bil tek, ok, smo nit ven, pa si mogel sem zapreti vse. Zato je bivša? Ne. Če sem odkrit, verjetno tudi zato. Bile so ene druge stvari, ampak verjetno je tudi tam videla, da smrdi. Ful bi se rada ja poistovetila zdaj s tvojimi izkušnjami, ne, temi. Pa se žal ne morem, ne. Malo kdo se lahko. Ja. Ampak kul. In pol veš kaj je bilo? Predzadnji dan, ko smo šli vse spucati, smo slike nazaj gor dali, ker smo prvi dan, ko smo prišli, smo rekli, slike bomo zlamali, gremo slike da dol in smo jo dali ven kot v kuhno. Okay. Ne? In so bile se slike tam celo leto, do meni tega ni predstavilo nič. Zadnji dan so jih odstranjevali in so zdaj na stene ovešali in so najdli eno vričko krompirja, ki je takrat, ko smo prvič pospravljali flet, jo je en cimer dal spoda, da ne bo lastnica videla. Zdaj, zakaj ne bi krompirja videla, zakaj je zato narobe? Ja, pa naj to bom skril, da ne bo kaj narobe. Kaj bo narobe, nič ne bo narobe, pa smo pozabili. Joj. In je tista vrečka spomladi začela gniti. Ko so to odprli, je bilo črno, pač brozga je bila, ni bil pač krompir, pa nič več prepoznalo, sem pač bila vijolična vrečka in je bil tak Pire, ja. Ja, črn. In to je smrdelo. Ok, full fine. Ja. In to je ta zgodba Ljubljane. No, se bo pa smo šli. Fak, ja. Je pa ful razlika med Ljubljano pa Mariborom, no, mislim. Ja. Meni ni bilo tam fajn. Mislim, ne da je bilo slabo, ampak jaz se nisem z nobenim tam menil. Mi smo bili sošolci na faksu, to. Ja, jaz še tudi nimam izkušnjo z Ljubljano za neki ful. Sem že vrtela, pa imam, ne vem, prijatelje dol, pa... Ampak da bi spoznala tisti neki njihov lifestyle, pa to, pa neko njihovo nočno življenje po njihovo, pa tudi ne vem. No. Ja, jaz sem, mislim, ko sem prišel v Maribor, sem se takoj začel početi normalno, mislim, ne normalno, pač domače. Pač ful je bila razlika v samem kontaktu s prodavcami, s kelnerjem in vsemi. Pa niso vsi tu super, full fine, včasih so tudi tečni, ampak se mi je zdelo, da ste drugače obravnavajo. No. Bolj osebno? Tudi. Kaj, ker tam je le večje, ne? Stvari so večje kot tu. Definitivno je to, da pač, ko so večji placi, si manj vreden, ne? Ker si samo eden izmed tistih. V vasi 100 se vsi poznajo, ne? In vsi vejo, aha, on zna ful verjet sneg skidan, ne? Pač nekaj si vreden, ne? Če ti znaš v Ljubljani ful verjet sneg skida, to sam 100 ljudi ve, ne, ostalih 250 ne. Ali pa ga moraš res znati dobro skidati, ne? Ker zdaj nisi edini, ko znaš dobro sneg skidati, ampak jih je toliko več, ne. Moraš iti v reality show, ja, ko sneg kida, cela Slovenija ve. Ampak ja, večja mesta so... Ali pa se snemaš, ko sneg kidaš. Ja, malo je to. Pa si YouTube kanal narediš, pač sneg kidaš, ne. Ja. To je bilo zanimivo. Ampak ne, mislim, da pač, tudi kar se tiče humorja, smo Štajerci pač drugačni od preostalega dela Slovenije in se poznano. Kapali tu, kapali tam. In mislim, da pač smo mi drugačni, enostavno. In zato mislim, da jaz bolj pašem sem. Zaradi tega, kar delaš tudi, ne? Po moje je to pogojeno s tem, kaj delaš, ali je to... Tudi, ampak jaz to delam za 1 leto pa pol, ne? Jaz sem že 7 let v Mariboru. Prej sem bil kelner. Ampak predtem sem bil študent. Pa sem se vseeno v reji počutil, ne? To je zdaj sem prišlo sproti, tak, ne? Tako da ja, pač ful se vsi menijo, da je Maribor mrtvo mesto, pa se nič ne dogaja, kar ni res. Se že 100-tič ponavljam, manj je, ampak je vseeno ful dogajanje. No.
razno raznega, od nekih plesov, ful imajo swing večerov, ful imajo nekih tango večerov, do raznih prireditev, kot so, ne vem, Dvorano Tabor na Filajo, Tožba, Reporter Milan, vsako leto, ne, kar je huge. Mislim, če pogledaš že če gledamo samo na Facebook, če pogledaš prihajajoči dogodki, ne, ki jih imaš ne vem, ki jih ima vsak človek tam, ko nekaj lajkaš, pa nekaj delaš, jih je ful, ne, v Mariboru, tako da vse je. Je pa težko spraviti ljudi ven, to pa je. Pa se mi zdi, da se to spreminja. Vse, seveda se. Tudi meni se zdi, da poleti ni več tako, ker včasih je, ko se ne spriš Maribor, je vedno bilo tako, Maribor je mrtev poleti, pa ni več tako, se meni zdi. Se tudi ne zdi, da je, ja. Mislim, to je bilo kako leto nazaj, zdaj pa skozi 100 leto, zdaj ne vem, kaj se je zgodilo, ali malo folk več keša, ali kaj, jaz ne vem, kaj se dogaja. Pač folk... Definitivno, ja. Ja, vse čuti. Ta hvala Bogu, da prigor, ne. Ja, hitreje se lokali odpirajo na nove trgovine. Gospodska je zdaj polna, pač skoraj ni več zaprtih lokalov, ali pa, koliko čujem se še, kaj je zdaj zaprto, je že oddano. Benetton, mislim, da ima novo trgovino v planu tam še eno. Kreativni inštitut na Koroški cesti 21. Ne? Kje je to? Na Koroški cesti 21. Veš, kje je to? Tam, ko je tržnica. Koncu levo, ja. Tam, ko je bila gramofonoteka. Bivša gramofonoteka, to. Yes. A vi imate ono belo... Ja. Ok, snevijo, da je. To je to. Koroške je škoda, ne? Zakaj? Pač, da ni zaprta, ne? Se ti zdi, da... Ja... Pač on tam, ko tiste hamburgere prodaja, dobro, vse gre tja noter. Mislim, ima ful dober hamburger, res ja hodim na kosilo včasih. Ampak... Čekaj, to je tisti gospod, mislim, to imajo tam vse samo en, ne? Tam, da, ja. To. Ja. Ni za ful zgubo prometa zaradi teh nekih stvari za kebab, te stvari zaradi tega mesa. Ja. Ne, imel ferije blizu, za ne vem kakor, ni me že dolgo tam bilo, no, ampak... Pravim, ne, da pač, če je bilo to zaprto, bi to dosti lažje živelo. Spet je tak, da pač to druge stvari ni, kot da narediš tunele spodaj, ker pač je to prometna stvar. Mislim, prometna ulica, ki pač... Pa zdaj so ravno kar Rondo naredili, pa je šlo full cash za to, ne? Mislim, ona dva, tako da je zdaj bilo to zapret spet tak, ne. Evropski denar, ne? Jaz razumem Lent, ne, da zaprejo. Ok, razumem. To, ja. To štekam. Samo Koroško pa je tak, čeprav sem na Koroški, pa bi mi mogoče pasalo, da bi se zapravo samo je tak, če pomisliš tako izven sebe, ne, pa malo pogledaš na situacijo, je pa ok, no, ja, trenutno zdaj tako kot je, ne, situacija. Kam bi se mogel pelati, da bi šel okoli, ni to življenjsko, ja. Tako da, ja. Edini normalen načrt bi bil pol, da greš tunel delati spodaj, kar je pa ful drago, ne, seveda. Tako da, I don't know. Kul je, tako je. Ja. Stranišče? Ja, cool. Komod. Izvoli. Viš, to boš tudi mogel. Ok. Gremo. Zavolj, je to neko mesto, ko ni, vse tu ni kosti, pa ni mišic, pa ni stvari. Hočeš, da te boli? Ne, nočem, ne, ampak... Zdaj že, ja, veš kaj, nikoli nisem se vmes toliko pogovarjala, da pozabiš, ne? Da pozabiš, ja. Ja, ok. Mogoče na manj boli, ampak se samo ne koncentriram na to. Nič, gremo dalje. Gremo dalje. Ja, mislim, ful mi je hecno, ne, ker jaz mislim, da zato, zakaj sem začel punk poslušati, zato, ker sem pač upornik, pač jaz sem vedno bil, jaz se nisem za ničemer strinjal, pa vedno sem vse mogel po svoje narediti, pa tak, ne. In pač, dobro, punk je taka uporniška zvrst. Zakaj misliš, da si ti to začela poslušati, imaš? Kaj vem, tako sem rekla, pač spred, mislim, 90-ta, ne vem. 90s. Ne, 87. sem narojena, pač in vse, kaj se je dogajalo, ko sem odraščala, so bila 90. In jaz mislim, da je to tudi, recimo to je tudi, no. Ja. Pa tako sem rekla, ne, glasbena familija, pa potem to, ko sem videla, ko me je začela, ne vem, ful zanimati in potem se nisem niti spuščala v kakšne druge žanre ali pa raziskovala v kakih drugih, zato ker me je to že tako huknilo prvič. Ja, mislim, ker jaz, ko sem začel biti, ko sem bil star 10 let, ne vem kaj, okoli 2000,
so glih bili Blinki, pa Green Day, pa to je bilo na video spotnicah, pa MTV tako nismo imeli, ker smo v taki luknji doma, da ni prišel niti Pop TV, da ne samo kanal smo imeli. Jaz mislim, da sem to poslušala takrat Blinke, pa to, ja. Se spomnim, ko je bil MTV, pa ko so bile te Viva je tudi bila. Viva je bila. Ampak Viva je bila bolj elektronika. A ja? Viva je bila bolj, ni bila toliko pop, mislim, da se je razlikovala, zdaj ne bom trdila, ne morem trditi za zagotovo, ampak koliko se spomnim. Je MTV bil bolj ta, tako si rekel, ne, rock, pop, Ja. punk stvar, ne, Viva je pa bila čisto elektronika, a ni? Viš, tega mi nismo spomni imeli, kdo? ker mi smo glih od konic toliko ven, da je glih en hrib tam, ki ti blokira pogled na Boč in iz Boča si dobil vse, Pop TV, tudi tuje kanale, mi smo imeli pa preko Koniške gore oddajnik in je pač sem A-kanal bil, to, A-kanal smo imeli. Pa Slovenija 1, Slovenija 2, pa Hrvaško. Je že bil takrat A-kanal, viš, to se niti ne spomnim. Ja, takrat je že bil. Kako je že bilo to? Ja. Vem, da nisem mogel gledati TV Dober dan, zato ker nismo imeli Pop TV. Pa sem zjutraj šel čez počitnice starim staršem v varstvo, kakorkoli, pa sem pa ponovitve gledal. Jaz sem tudi gledala, ja. Sam se nič ne spomnim, mislim, zdaj, če bi mogla ta TV Dober dan, ne. Mislim, da sem moja mama gledala ful. In da sem gledala z njo, ampak se nič ne spomnim, da bi rekla, ok, zdaj, če bi šla gledat, se mi zdi, da bi vse fore videla prvič. Ja. Ne bi mi bilo... Jaz sem šel enkrat bolj gledati ene par epizod, pa je bilo tako, pač prav, nisem se spomnil, tako si je rekla, nič od tega se nisem spomnil, sem se karakterjev, ne. Easy, pa Luka, pa levo, pa desno, pa je, spomniš se tega, pa dinamik med karakterjem, ampak ne, pa kaj so delali, pa to pa niti slučajno, ne. Tako da, ja, ful zanimivo, ko gledaš nekaj iz otroštva, pol nazaj, pa si tak. A viš, kaj si zapomnil, ne? Ja. Karakterjev, dinamik, kaki so bili, ne? Ja, easy, po moje je jaz sem se zato, kako smo otroci, ali pa skozi nek čas, v bistvu to delamo, cel čas z ljudmi, ki jih srečujemo, pa delamo, ne? In potem si ti, da to zapomnil, ne? Pozabljaš v bistvu tudi ljudi, ne? Meni se ful velikrat zgodi, da mi kdo nekaj razlaga, kaj je takrat bilo, pa kaj smo takrat delali, ko smo bili 10 let stari, pa jaz ne vem. Jaz tudi, ja. Niti slučajno. Spomnim se, da smo bili pri sosedu skozi na onem fucking igrišču, ko je bilo razorano, pa imeli smo en gol, ko je bil kar pač pred gnojom, ne? Pa smo skozi žogo tam nabijali. Pa spomnim se nekih momentov, kaj smo delali, pa levo, pa desno, pa nekaj smo se pa sami sebe zračnimi streljali, pa ne vem kaj vse. Ampak, ko mi pa nekdo prije z neko zgodbo, tako jaz ne vem tega. Kako se spomnijo, ne? Včasih si misliš, kako se spomnijo, ne? Jaz dobro z otroštva. Meni že iz srednje šole, ko so mi kar razlagali, smo tako, kako se spomniš v potankost, en dogodek si znal pisati, ono v potankost, kaj se je zgodilo, pa sem tako. Jaz niti ne spomnim, da smo bili recimo tam, ne, Ja. kamoli zdaj, da se je to vse zgodilo. Zakaj misliš, da je tako? Pač ene stvari se ti vsede v spomin bolj zaradi tvojega karakterja, ne. Pač, če smo šli do ribnika, pa smo, ne vem, nas je vidra prestrašila, bo na vsakega drugače vplivalo. En se ne bo prestrašil, en se bo ful prestrašil, ne. In zato si po moje bolj zapomniš, ne. In bo zaznamovalo pač tisto neki trenutek, one vidre in pol bo on si to zapomnil, Ja. ti si pa ne boš, ne. Čisto odvisno od katerega, v kakem duševnem razvoju v bistvu si ti takrat, ne? Ker če si takrat nesiguren, pa se ti nekaj zgodi, v nekem momentu, kad ti še poglobi nesigurnost, si boš bolj zapomnil, ko pa isti dogodek v isti družbi, kot ti pač vrej, si pozabil čez 10 minut, da sploh bilo kaj, ne. Ali pa se vredo izteče, ne, pa si tako ono, kaj šlo skozi, ne. Da, drugače vzameš, ne. Tako da po moje to zato tako. Nisem nekih študij delal, tako da verjetno govorim kar tako na pamet malo. Ne se zakul. Ampak ja, zanimivo. Spomin je sploh tak, mislim, spomin ti največkrat odpove, od vse, kam imaš ti v telesu, ti največkrat spomin odpove. Pač jetra ti odpove vsak dan. Spomin ti pa vsak dan večkrat odpove, ne. Se spomin tudi ni stvar, veš kaj mislim, spomin je tudi objektivna. neki predalček v možganih, ne, kar pomeni, da jetra imajo tudi neko določeno tekočino ali nekaj, veš, ki... Ampak možganska kapaciteta, ko skrbi za to, da ti skozi dihaš, ne, pač ker, ne, pač spomin pa je včasih tak, da... Ne pozabiš dihati, ne, Ja, to je ne bolj... pozabiš dihati, ne pozabiš, kako se glaž vzame, pa odiraš, kako se glaž vzame, ker imaš v možganih to mišični spomin, ko ti pač to naredi. Tako regler, veš, kam ga boš dal, ne, ko ga boš rabo dati, ker pač si že tokrat to naredil, da si, ne.
tam, ko naraviš več študirati. Spomin je pa tak, da je ful zamegljen, ful velikrat se dve osebi iste zgodbe drugače spomnita. Pač sploh, kaj je pod 5 let, se mi zdi, na sebi opažam, da se včasih s kom kaj menim, pa jaz se to na tak spomnim. Pa sem je ziher, da je tak je bilo, on je ziher, da je tak bilo, ampak ker je spomin... Ker je gledal z druge perspektive, ne? Ker vsak ima svojo realnost, ne? Pa gleda svoje perspektive stvari. Točno to, ja. Ker tvoj spomin na neko stvar, ki jo imaš, se spreminja glede na tvoje napredne izkušnje, mislim, nadaljne izkušnje. In ti drugače govori drugačno zgodbo, kot je 5 let nazaj, 100%. Tako da spomin je taka stvar, ko je zanimiva. Res je. Hočem se spomniti, kaj je bilo kaj takega v mojem življenju, ko da sem si narobe zapomnil, ampak se ne spomnim. Da je dobro. Ja. Ja. Pa ful, ne vem, mi smo imeli, veš kaj je tudi finta, če gledaš svoje stare posnetke, ne, tudi te zanima miselni proces, samo eno, no, zanima miselni proces, ko sem ga takrat imel, ko smo se nekaj menili, se neko bedarijo delo, ker smo Jackass snemali, ko smo bili mali. Ja, 7. razred, smo šli, smo rekel, 30 metrsko podariti sosedu. To je posneto? To je posneto. To je kje ja, to si lahko pogledam? Na CD-a je že to bilo. Kolega ima 100% doma. Ampak ja, mi smo šli 10 metrov od gošo z 3 sekirami. To je nevarno, drugače. Ja, Okay. S 3 sekirami, ko se full fucking čuje ven, ne da bi šli nekam 200 metrov noter, ko se ne bi tako čulo. Mi smo šli direkt na Hof, smo v bistvu šli, smo rekel podred. Pa nas je dobil, pa je bil tak, zakaj ste šli to narediti? Pa kolega tako, eno oddajo snemamo. S čem ste snimali takrat? Kaj je bilo? S digitalcem. Pač, točno, ja. Takrat so bili MP3, pa digitalci, pa to glih bilo, da si nekam imel. Ne. Predtem je imel en v tepanju, na vas je imel kamero, ko si imel prav tako malo kasetico, ko si je dal v veliko kaseto, ko si je dal videorekorder, da si presnel pa lahko na veliko kaseto. Pa mogo si imeti videorekorder, ko je imel 2 vhoda, da si imel prazno videokaseto, no pa toto, ne, kot ti je samo presnemal. To se spomnim samo z glasbe, pa z navadnih kaset, dobro, jaz nisem še šla tako daleč, sem pa imela kasete. In sem si glasbo, v bistvu doma stala sem kaseto noter in drugo kaseto in je mogla biti prazna. In nekaj se spomnim, da sem jo mogla prelepiti še od zgoraj, veš, da si presnemoval jih, da si na prazno kaseto posnel si muziko. In sem imela kaseto in sem si jo prelepla in si me dala not in sem čakala, zdaj bo, mislim, da je bil, če se točno spomniš, da je Gigi D'Agostino, ali kaj je bilo takrat, neki miksi so bili, ne vem na katerem radiju. In si mogel čakati, ja? Ja, in si mogel prav počakati in on je začel in si bil tak, samo da zdaj presnamem, in si stisnil rec in play si mogel stisniti naenkrat in potem se je to posnelo ti gor, ne, in ko se je končalo, si stisnil stop. Play si stisnil zato, da se je začela vrteti, rec je bilo pa pač, da je snemalo poleg. Da se je začela snemati, v bistvu, da je snemalo preko tistega, kaj si imel. In potem si mogel biti zraven zato, da če si se hotel posneti, ne vem, koliko je šlo na tisto kaseto, ampak se spomnim, da če si hotel posneti si več, si mogel ful čakati, ko se je končalo, da si ful hitro odprl, pa kaseto obrnil, razumeš, da se je naprej snemalo, da nisi imel velikega gapa. Pa če je DJ kaj zafukal, ali pa če signala ni bilo, pa si imel lukno vmes. Dobesedno. Ja, pa je bilo to smešno, tudi video spotnice, pa to je bilo tako, to si mogel ob 7 se vsesti za televizijo, da si čuče, kakva nova muzika, ker ni bilo YouTubea. Pa na YouTube je z 2006, se mi zdi, ni bilo na začetku muzike. 2006 je že bil YouTube? Mislim, da je leto ustanovitve 2006. Nič ne vem. Simon, pogledaj, kdaj je YouTube bil. Ja, to pogledam. To me res zanima zdaj. Predtem pa pač ful je fascinantno, ker zdaj imamo vse tam, pač Netflix, imaš film, skoraj bilo, kjer ga hočeš, če ne reče, imaš pač na partiso. Na YouTubeu imaš vso muziko, vse tutoriale, vse govore, vse imaš gor. Včasih si se mogel pač cajt vzeti, pa priti, pa se vsesti. Zdaj lahko napišeš, kako menjati svečke na avtomobilu in ti vrže tutorial in si ga lepo pogledaš in si menjaš svečke. Čisto manj. Valentinovo 2005. 14. februar 2005. Torej 2006, recimo, jaz imam. Da je prišel online datum prevzema 13. november 2006. To je kaj? Začeli so programirati, oziroma firma so odprli 2015, 2016 so potem... Ja, ok.
Ja, počas. Zdaj pa že dobiva obliko, ne? Počas, ja. Najbolj je pač tak krog, ne? Krog je najbolj zahtevna poteza to. Samo ne prezvodi to. Jaz se spomnim, ko smo prliko ne mogli kroge risati, pa ni šlo. Nikoli ga nisem prav narisal. Pa kdo nariše prav? Ja, Pač- tekmovanje obstaja. Ja. Tem, kako kroge rišejo. Veš, doma zdaj to, Nataša Berg ima en projekt, ko riše kroge. In jih tudi tetovira in pač jih riše. In je rekla, da bo narisala popoln krog, in cilj je narisati popoln krog. In ful dosti krat, ker je prepričana, da če jih ful dosti krat nariše, da bo narisala popoln krog. Kaj imaš to, Simon? Ja, me zanima. Prvi video, no, To je prvi. na YouTubeu. Da ga zašpila, 18 sekund. Ja, nimamo zvoka. Slone, nekdo gleda. Veš, Wow, na to koga je me še spominja? Na onga, ko je bil... Dan se ga čaka na pune, ne? Točno. Prvi video. Zakaj pa sem 60 tažno gledal? 63 tožen. Mislim, da govori o slonih. Ja, Da noben ni vpisal noter. Me at the zoo je naslov. Ja. videa. Da tudi nekdo, če je šel na YouTube že, ne, si že daj pisal Me at the Zoo. Po moje težko naletiš na njega, ne. Ni še hashtagov bilo, ni še bilo teh stvari, ni še bilo teh logaritmov, ali kot je, ne. Jaz se spomnim, ko smo se s Trišom dobila net, pa smo bila na netu, smo bila tako... Algoritem. Ja, ko je bil net, je bilo tako pač mat kurja, je bila, ko ni delala, pač nič si najdel, pa si bil tako, kamo pa zdaj delala. Pa smo šla pa televizijo gledati, pa je pisalo rogla.vsi, gremo to pogledati, pa smo šla rogla.si pogledati, pa nič ni bilo gar, ker so bili pač osnovnih podatki, pa pač... Čekaj, matkurja.si ni bilo to, ko neki messenger? Ne, to je bil iskalnik. Že bilo? Si imel Točno. Se mislim, da še obstaja, Ni bilo, poglej, da če si še se lahko obstaja Mat Kurja. pogovarjal. To je bilo prvo, to se Ti si bil spomnim. pa Irc. Irci je bil tudi, ja, ampak vem, da je mat tudi imela nekaj, ni imela nekega Možno so četa. imeli kaj, ampak jaz ne bi vedel. Klepec. Nekaj takega. Ja, Ja. je, ne? Ojo, jaz še takrat niti nisem imela računalnika. Mi smo imeli Mi ga onga, nismo ko si imeli. mogel turbo stisneti. Sem imela, ko je štelo pu, pa ko je mama klicala, si bil, Ja. mama, da odloži telefon, vidiš, da si glih To so bili pišem s prvi šolcem, ne? Ja, ja. Ejoj. Pa čul si, če se kdo menil po telefonu, Ja. pa, signale je vzemal od radija, pa ne vem kaj. Jaz se prav spomnim, da si bil na netu, pa ti je signal od radija špilo čez zvočnike ven, ker ga je To lovil. pa se ni, ne. Telefon ga je lovil Peter Klepec. Vrej, koliko še imaš ure? Ja, še imam kar. Te pa uživaj. To je počasi to. Kak si se imela? Super, Super, fajn je bilo. fajn. je bilo. Smisla, bolj sem si predstavljala vse skupaj, veš, ko ne veš, mislim, nekdo ti reče, ok, tetovirala se boš, pa zraven te bom nekaj spraševal, ne, ali pa je nek intervju, ne, in potem si misliš, ok, You are fuck. ja, ne. Nimaš izkušenj nekih ful s temi intervjuji in to, in potem nekdo tetoviral zraven in potem ti bo rekel, so sprosti se, vse v redu je, ti se kar sprosti. To je najboljši recept. Ampak je Sprosti se. super, ja, fajn ekipa ste, super je. Cool, thanks. Gremo naprej. Ok, čau. Vrej, to je to. Žit, ne? Ja. Jaz sem šli. Fuck, jaz to moram videti.